Poleg izvajanja vseh zakonskih nalog in uresničevanja dejavnosti neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, občina Sevnica s preudarnim načrtovanjem in ambiciozno investicijsko naravnanostjo uspešno uresničuje zastavljene cilje in načrtovane projekte. V letošnjem letu je v izvajanju in realizaciji občinski proračun, ki je eden višjih zadnjega obdobja. Tekom leta so bile realizirane številne posodobitve infrastrukture, ki omogočajo visok bivanjski standard na vseh območjih občine Sevnica. V nadaljevanju predstavljamo najpomembnejše projekte leta 2022. Zagotavljanje primernih, varnih in prijaznih prostorov za izvajanje vzgoje in izobraževanja je ena izmed ključnih nalog lokalne skupnosti. Pouk v šoli za otroke s posebnimi potrebami Ana Gale Sevnica se daljše obdobje izvaja v manj primernih prostorih stare meščanske vile. Občina Sevnica je zato pristopila k gradnji nove šole, za katero je uspešno pridobila tudi sofinancerska sredstva na razpisu Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ter Eko sklada. Nov šolski objekt bo umeščen na območje širšega obstoječega kompleksa vrtca Ciciban Sevnica, enote Kekec in osnovne šole Sava Kladnika Sevnica, gradnja objekta pa bo predvidoma zaključena v začetku leta 2024. Za rešitev prostorske stiske je bil v letošnjem letu rekonstruiran del osnovne šole Blanca. Poleg novega vhoda so bili urejeni prostori garderobe in prostori za upravo šole, trenutno pa potekajo še dela za gradnjo prizidka z ureditvijo novih učilnic in igralnic za predšolske otroke. Število otrok, ki obiskuje blanško osnovno šolo, se je v zadnjem obdobju občutno povečalo. Nova kuhinja omogoča kakovostno pripravo obrokov za vse otroke, za najmlajše pa je urejena tudi posebna jedilnica. Veselje do gibanja ni zgolj domena mlajših. Vedno bolj je zaznati trend preživljanja prostega časa na aktiven način vseh generacij. Temu trendu sledijo tudi številne ureditve športnih in rekreacijskih površin v številnih krajih občine. Z obnovami in preplastvami občina Sevnica dviguje standard kakovosti športnih površin, hkrati pa omogoča brezplačno uporabo vsem, ki se želijo gibati in aktivno preživljati svoj prosti čas. V sevniški občini je tudi več pokritih športnih objektov. V športni dvorani Sevnica je bil v letošnjem letu zamenjan parket, ki dobro služi številnim sevniškim športnim društvom. Brivsko-frizerski salon Krojc je najstarejši še ohranjen tovrsten objekt v državi. Občina Sevnica je prepoznala njegovo edinstveno vrednost in ga po odkupu v letošnjem letu z restavriranjem tudi muzejsko obudila. Pri projektu so sodelovali različni deležniki, med njimi Posavski muzej Brežice in Zavod za varstvo kulturne dediščine območna enota Celje. Na otvoritvenem dogodku so z domiselno modno revijo skozi časovna obdobja brivsko-frizerskega salona obiskovalce popeljali učenke in učenci srednje šole Sevnica. Urejenost prostorov zadnjega slovesa in počitka je pomembna, zato se izvajajo številne večje in manjše ureditve po več krajih v občini. Občina Sevnica izvaja tudi ureditve številnih objektov, ki so v javni rabi. Nekatere izmed njih so bile predlagane strani občanov in realizirane v sklopu izglasovanih projektov participativnega proračuna. Gre za manjše ureditve, ki pa niso nič manj pomembne, saj zagotovo izboljšujejo podobo in uporabnost večnamenskih dvoran, turističnih objektov in drugih javnih prostorov, ki jih za svoje delovanje uporabljajo krajevne skupnosti in številna društva. Lokalna skupnost tako s prostorskimi ureditvami, komunalnim opremljanjem in pripravo prostorskih aktov glede na izražene potrebe aktivno podpira razvoj lokalnega gospodarstva in podjetništva. Z ureditvami poslovnih con, v sklopu katerih so pogosto urejene tudi cestne povezave, omogoča prostorske širitve obstoječih dejavnosti in ustvarjanje novih podjetniških priložnosti.
Tako gospodarstvo kot javne službe se soočajo z vse večjo energetsko draginjo. Občina Sevnica je v letošnjem letu pristopila k aktivnostim za ureditev sončnih elektrarn na javnih objektih. V sklopu strokovne analize so bili izbrani javni objekti v Šentjanžu, Boštanju in v Sevnici, na katere bodo v naslednjem letu umeščene sončne elektrarne za energetsko samooskrbo. Lisca je zagotovo ena bolj priljubljenih pohodniških izletniških točk. S postopnimi ureditvami je osrednji objekt, Tončkov dom na Lisci, postal moderen in privlačen prostor s sodobnimi namestitvami in bogato gostinsko ponudbo. V letošnjem letu je bila urejena tudi parkirna ploščad ob domu, s tem pa so številne ureditve zaokrožene v celostno turistično ponudbo Lisce in Tončkovega doma. Na Lisci vsako leto potekajo tudi številne tradicionalne prireditve, kot je denimo Košnja na Lisci. Neokrnjena narava in biotska raznovrstnost območja pa nudita priložnosti za izvedbo naravoslovnih dni in drugih izobraževalnih dejavnosti. V letošnjem letu je bilo realiziranih tudi nekaj inovativnih projektov, ki naslavljajo reševanje raznolikih izzivov vsakdanjega življenja. Tak projekt je zagotovo Digivoda, v sklopu katerega sta v Sevnici postavljeni ulični vodni hiški, ki pri osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica in pri športnem domu Sevnica ponujata brezplačno pitno vodo. Ureditvi spodbujata zmanjšanje uporabe plastične embalaže za enkratno uporabo in predvsem pitje vode iz vodovodnega omrežja. Za zagotavljanje nemotene preskrbe z neoporečno pitno vodo poteka projekt hidravlične izboljšave v občini Sevnica. V sklopu projekta se gradi povezovalna hrbtenica med že obstoječimi vodovodi v enoten vodovodni sistem v dolžini dobrih 21 km. Sistem bo povezan na način, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov, ki so na desnem bregu reke Save, del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica. Projekt je razdeljen na 8 sklopov oziroma odsekov, v sklopu ureditev pa so bile posodobljene tudi nekatere cestne povezave, med njimi cesta na Metni Vrh. Tudi na področju urejanja komunalne infrastrukture je bilo izvedenih več posegov in posodobitev. V sklopu projekta Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Spodnje Save v Sevnici poteka novogradnja kanalizacijskih odsekov. Izgradnja na območju ribnikov na Bohorski ulici in v industrijski coni Ines je zaključena. Dela so se že začela tudi na črpališčih ob Kvedrovi cesti in v naselju Heroja Maroka. Z evropskimi sredstvi je podprt tudi projekt izgradnje novega nadvoza čez Trebanjsko železnico v Šmarju. Nova ureditev bo povečala prometno varnost in pretočnost prometa na območje industrijske cone. V času poteka priprav na izgradnjo novega krožišča, ki bo nov nadvoz povezal z regionalno cesto Boštanj-Planina, bo po novem nadvozu po uskladitvi vseh zahtev za zadostitev ustrezne prometne varnosti speljan promet. Za prijetnejše vsakdanje poti so bile urejene tudi številne lokalne ceste. Med njimi na Pokleku in v Trnovcu, novo urejena je cesta, ki povezuje Kal in Svinjsko, urejena je tudi cesta na Žigarski vrh. Na odseku Dovžanske ceste so bile poleg preplastitve izvedene še globinske sanacije cestišča z ureditvijo brežine in prepusta čez Dovžanski potok. V Sevnici je celostno urejena cesta na Dobravo. Za varne poti naših najmlajših na zmanjšanje hitrosti opozarjajo barvite oznake v bližini vzgojno-izobraževalnih zavodov. Na območju vrtca Panorama v Boštanju je bila urejena tudi hitrostna ovira. Na Planinski cesti v Sevnici na prehitro vožnjo opozarja nova prometna signalizacija.
Poleg ureditev infrastrukture so za večjo varnost v prometu pomembni tudi ukrepi, ki skozi raznolike aktivnosti spodbujajo in izobražujejo. Eno izmed takšnih je vsakoletno tekmovanje Kaj veš o prometu. Občina Sevnica za reševanje stanovanjske problematike povečuje fond neprofitnih stanovanj z obnovami. V preteklem obdobju je bila na Jakilovi graščini v Karmelju zamenjana strešna kritina, v letošnjem letu pa sta bili obnovljeni 2 stanovanji. Ureditve stavbe se bodo nadaljevale tudi v prihodnjem obdobju. Za boljšo podobo lokalnega prostora vsakoletno potekajo številne ureditve. Odstranitev stanovanjske hiše v starem mestnem jedru Sevnice je bila zaradi statične neustreznosti objekta nujno potrebna, v prostor pa je umeščena začasna ureditev. V naslednjem obdobju je v Sevnici na Drožanski načrtovana gradnja novega doma za starejše in varovanih stanovanj ter nove stanovanjske soseske na Planinski cesti. Lokalna skupnost poleg ustvarjanja prijetnih pogojev za bivanje in delo v sklopu podpore razvoju gasilstva omogoča tudi varno življenje. V letošnjem letu je bila podpisana pogodba in zagotovljeno financiranje za nakup novega gasilskega vozila za reševanje z višin Multistar. Uporaba vozila je bila prikazana na reševalnih vajah. Nove pridobitve se bodo sevniški gasilci razveselili v naslednjem letu. Napredek naše občine je kontinuiran proces, ki zahteva nenehno in preudarno načrtovanje porabe javnih sredstev. Občina Sevnica svoje razvojne odločitve oblikuje v občinskem svetu, krajevnih skupnostih ter v sodelovanju s podjetji, društvi in drugimi organizacijami. Pri tem nenehno išče ravnovesje uresničevanja načel uravnoteženega razvoja. Tak koncept delovanja je gonilo vseh načrtovanih aktivnosti in projektov tudi za naslednje obdobje.